fotoaparata ne primete več v roko. Kako pa je narejena tista fotka? S telefonom, S telefonom tudi? Ja, moje. Zdaj ne vem. Ja. Ampak velika verjetnost je, da je s telefonom, da je to pač, ko greš na sprehod, pa pač se obrneš okoli, pa narediš fotko. Ja. Mislim, da ta je res božanska. Ta zgleda pa toliko čarobna, da kako mu to pokažem. Ja, sem zdaj so telefoni taki že, da se lahko boljše. Dejansko so boljše velikrat, kot fotoaparat. To pa ja. Jaz sem zdaj enega svojega starega dal popraviti, ampak so rekli, če ga popravljati vam, ker je tako vsak vaš telefon bolj slik, vse enega. Full body bi pa imel doma. Če bi bo še kdaj kaj pičel. Ja, mislim res zadnje, zdaj, ko sem šle v hrib v soboto, sem ga vzela sabo fotoaparat. Sam to se moraš ustaviti, pa si vzeti čas, pa nastaviti, pa zaslonka sem pa tja. Vse na koncu je boljša fotka. Sam nimamo več tega časa. Mislim, ne da ga nimamo, pač praktično moraš iti pol nekam sam, da imaš mir, da te noben ne čaka. Fotkič se, mislim, telefon se pa obrneš okoli, narediš fotko, pa praktično vsaka rata, no. Ok, se to tako opisuješ, da z tem ti pa res nekaj časa vzame. Jaz imam ta isti občutek, tako kot ti zdaj govoriš, za to fotografiranje s ta pravim fotoaparatom za skicirati. Jaz bi se ustavil, pa vzel čas, da bi ne skiciral, ti se moraš pa res ustaviti. Prvič nisem zverziran, ne morem 3-minute sketch. Se tukaj tudi 15 minut me pa noben ne bo čakal. Ja, tukaj pa imaš pa ti, če hočeš, da je boljša fotka, ne moraš imeti na avto nastavljeno. Moraš pol nastaviti zaslonko, pa moraš nastaviti čas, pa moraš kadrirati, pa to. No ja, ok, ampak redko imaš na meniju. Ampak ti je dejansko tako, da če nekam gremo, pa da je nekdo za fotkičem, ga čakamo. In nekdo rata si tam prej ali slej. Tako da pa moraš pa to še prenesti na računalnik, pa obdelati, ker to pa pol ne daš kar tako kot z telefona, kar neobdelano moraš. Aha, še to? Ja, pa tam sedi ponavadi na nekem fajlu, ker ne pozabiš na njo. Ali pa sploh na fotoaparatu, ne vem, pač lažje s telefonom. Ja, se predstavljam, ja. Ok, ampak kako pa pol logistično življenje sploh tle gor teče? Mislim, v bistvu le, mi smo, ko smo se mi veselila, so vsi rekli, ko greš ta deleč. Od česa? Ja. Od trgovine. To me ne zanima, ti smo enkrat na mesec šel in this is it. Ampak vi ste pa res deleč. Vem, da če sneg zapade, so otroci upravičeni. To je, ja. To je plus, a ne? Ja, to je plus, ja. To je plus. Mislim, deleč. Kaj se, ko se usedeš v avto, vseeno se pelješ 15 minut, se pelješ. Ne, ampak koliko časa so otroci v šolo vozijo? Z avtobusom pol ure. A ja, ne več? Ne. Aha, pa še to je tako, zato, ker gre od nas, gre še nekam gor, pa pol nazaj. Sem mislil, da imajo dalje, ker to je bilo tudi pri nas, pa smo sem 4 km od šole, pa kombi tudi vozil, ki je moral pobrati za vsakim vogalom enega. Ne, ob 7 grejo na avtobus, ob 7:30 so pred šolo. Ja, super. Ne, mislim, peš ne moramo iti v trgovino, ampak to res nisem čist nikoli si želela, nisem šla nikoli še zaradi, šla sem mogoče enkrat po sladoled, ker sva še zjedala bajta, ker si ga res zaželiš, pa še nismo imeli zmrzovalnika. Zdaj imam pa zmer za 14 dni sigurno doma za jesti. Sladoleda? Ne, tudi sladoleda, verjetno. Je pa lažje, ker če si zaželiš nekaj sladkega, pa če si pameten, da teh stvari nimaš doma na zalogo, pa lahko bolj zdravo živiš, a ne? Ker ne bo šel zaradi tega v trgovino, ampak ne, v trgovino zmeri hodimo sproti, a ne. Kar je res zoprno je to, da ta avtobus, ki ga imajo mulci, jaz sem 2-krat na dan, se pravi zjutraj dol, pa 2-krat na dan nazaj, in ta zadnje, ki gre, je 20:02. Tako da vse, kar so krožki, ga je treba, vse krožkih je pa treba tiskati. Tako da ponedeljki, srede, petki je pač en dežuren, da gre. So si dosti krožkov mislili? Ne, tukaj smo tudi omejili pač. Košarka je, taborniki. To je to danes srečen, slišati. Za košarka. Ja, taborniki. Taborniki, ja. Pa tako, kar je zdaj, največja težava zdaj, kaj imamo, je to, da so v Idriji pump track zgradili
In zdaj bi pač oni bili skozi na pump tracku. Kaj je to pump track? Pump track, to je pa za rolko? Za rolko, skiroje, kolesa. To, kar greš na grbinasta proga, ne vem, kako se temu reče. In to bi bili skozi. To bi bili skozi. Tako da, ampak spet izkoristiti. Do pred kratkim skirojem, zdaj se pa ta teden sta si pa kupila vsak svoj BMX. Da zdaj se pa zdaj BMX imamo ostano. Ampak to tudi pol pokombiniramo. Arne pa Rene, da recimo zjutraj pač peljeta kolo ali pa skiro že na avtobus in pol tisti čas, ko čakata, da bosta oba zaključila s krožki, sta tam, ne? In pol zvečer jih poberemo. Pa pol recimo mi dva izkoristiva, zdaj nekaj je pač mrzlo, ampak greš takrat v trgovino ali pa greš laufat ali pa se dobiš s kolegico na kavi. Pa že nekako skombiniraš. Ne bi pa to vsak dan po 4-krat gor pa dol se vozila, to pa res ne. Ja, to si predstavljam. Tako da to ti vzame malo časa, ampak pa moje ni nič drugače, kot kar v Ljubljani. Spomnim, ker sem še enkrat prvič, mislim, ne na gledišče, ker sem gor še hodil gledati, sploh teren pa to. Pa ne vem, a so bliže te telefonski GPS-i ali me je še GPS navigacija vodila. Me je kar naenkrat tam na vrh enega brega in češ, da zdaj pa tle dol pa sem travnik, tako. Mislim, da ima to še zmeri. Še zmeri ima to urisano sicer sem mu enkrat popravila, zdaj ne vem, so odzrehtala ali nisem. Kaj ti si popravila? Mislim, lahko javiš, da ni ta prava cesta. Kako pa to javiš? Ne vem, zato sem ful časa rabila, da sem to naredila, ampak enkrat sem slučajno naletela, da prijavi ni ta prava ali pa nekaj tazga. Ker mene doma pa, ko se pripeljem domov, mi reče zavi tukaj, pa kad tu grem mem, mi pa ne reče ta pravo noter, ampak še eno naprej. Pa kad tle zavijem, pa tudi to pozna. Se pravi, poznajo, sam ne da mi te. Ne vem zakaj, po kjeri logiki mi da daljša tam. Nekje med nastavitev in tam, kaj je, lahko klikneš na tisto predel, ki ni ta prav in mu rečeš, to ni ta prav, pa mu rečeš, zakaj ne, pač ni prevozna cesta ali pa je stara cesta ali pa nekaj takega. Bom probala, kam še domov, ne vem, ali še zmeri tam pelje ali ne. Ne, mislim, pol sem se po Google vozil, mislim, da te pol prav pripelje tam od gostiln, ne, še vedno. Ne, moraš mu, ker jaz, kad dam navodila, dam še zmeri, da ne rajši na gostilno, išče pa pol nas, kad drugače še zmeri pridejo s kakšnim kombijem tudi tam dol. Ja, ker prav tako, breg, travnik, pa to sem rekel, če se dle dol zapeljem, sem se še odpeljal. Ja, tista je še kar divja. Sicer zdaj se je leh malo zrehtal, no, kaj tam zraven se je eno hiško tudi naredili, zdaj še tako zelo, tudi simpatično. Ja? Kje je zraven? Kdo si je pa dal zraven nas? Ne, zraven nas, gor na vrhu tistega hribčka, kjer te je pol dol spustil. Ja. V bistvu je to parcela tista, ki sem jaz ta prva gledala in je ta lastnica, ki sem jaz hotela od nje kupiti, jo je zdaj naredila. Sama si? Sama si, ja. Jaz si ne predstavljam, kje bi to bilo. Gor na vrh tistega kocla, no. Kjer te je pol dol spustil, potem smo makadamu. Tukaj je hlev, tukaj sta vaša soseda, tle ste vi. Ne, više gor. Aha, više gor. Ja. Aha, okej. Bom naslednjič, spet zaidem v vaš konc. Ja. Ker bomo šli spet na kratek sprehod okoli hiše. Kratek okoli hiše, ja. No, sej. Kratki sprehodi, mislim, po mojem imate tam res veliki stočnic za marsikjer pohod lahko, ne? Pa v bistvu tukaj sem presenečena, da jih ni toliko. A ne? Mislim, v vsakmu primeru moraš iti dol najprej, kar ni lih dober cilj, a ne? Ne. Ja, zdaj, neke kroge, že lahko delaš take kratke, recimo. Zdaj, na hrib pa ne moreš iti, imamo 2 hriba, ki sta v bistvu nižje, kot smo mi, a ne. Sicer dosti lih ta prava dolžina, da bi bilo kot nek pohod primerno, ampak ni toliko zabavno, a ne. Ja. Tako da, če hočeš iti v hrib, pa greš res ponovati nekam, se zapelješ, pa pol da pol hodiš. Ja. Okej. Tako da to, kar imamo mi, se bolj sprehodi, kakor pohodi. Ja.
Pa še medved je tam do zdaj, no, več njih ne vem. Tako da jih malte zadržino. Pa kje si ga to videla tam dol? Pa direkt pod hišo. Tam pri Lebdeči terasi ali čist dol v dolini? 200 metrov stran, ne prav pred hišo. Tu še čakam, sem pa čakala cel mesec, pa gledala v pršu, da ga vidim skozi okno, ampak ni. V bistvu tam, ko smo mi šli peš, veš tam pod unim sosedovim kozovcem, kaj je tista pot tak dol. Ja. Tam dol sem šla eni sosedi, da mi je podpisala nekaj za optiko. Aha, pa ne imate optiko? Napeljano je že, sem še preklopil. A res? Optika vsaka vas. Mislim, to vsaka čas, da ste to uspeli. Jaz sem tlele pri nas moje župane tiščev s palco in korenčki, da bi nam to napeljali, ampak sem ugotovil, da ni teorije, da bi do tega prišli. Mislim, da je bilo to v sklopu neke evropske zahteve. Ne vem točno zdaj, kaj se na te stvari ne spoznam, kaj me res ne zanimajo, ampak v sklopu ali projekta, ali direkcije, ali nečesa so napeljali zdaj čez celo to našo dolino optiko. No. Ja, pol pa ne vem, pol so pa naši vsi nesposobni, ker pri nas ni. Ne mogoče. Jaz sem obupal, še dobro, da sem pol zvedel, da Musk s tem svojim Starlinkom operira zdaj že povsod in zdaj imam to je super. 100/100. Ja, no, jaz imam zdaj sicer še zmeri mobilne podatke, ampak za moje potrebe čez dost. Ne rabiš toliko. Mislim, to je dobro delo, kar se mi zdi škoda baterije telefona, drugače pa... To dobro, to pač... Ja, uničuješ, ne? Kaj? Da jo uničuješ, pač, kad to 3x na dan nafilaš, ne? A ja, no dobro. Ampak drugače pa... Ti zdaj skozi od doma. Ja. Se resno, viš, to, ko sva se spoznala, tako, ko si rekla, si bila v zavarovalništvu. Kako si pa sploh v zavarovalništvu ti prišla? Poslala sem prošnjo. Od vseh stvari, ker so se ti nudile, si ti rekla, jaz bi šla pa v zavarovalnico in si za zavarovalnico poslala prošnjo. Ja, ne vem zakaj. Ker tebe si ne bi nikoli presodil. Pa je bilo ful fajna, veš. Vem, pa se ti pravim, vem, da si bila tudi ful uspešna. Ampak... Ne vem, zakaj me je pritegnil, pa nimam. Sploh se ne spomnim, kako je prišlo. Pa moje, da sem nekje v glas vedela, pa sem potla, ne vem. Odlično, ja. Ampak kaj te pa pol ven? Ali zakaj sem šla ven iz zavarovalništva? Zato, ker jaz sem delala skozi osebna zavarovanja in to je delo pač popoldne. In dokler je bil, recimo, je bil takrat še pač mejhen, si to lahko prvošiš, ker ga pač ne pelješ v vrte, ker delaš, pa pač sem delala precej manj, kot običajen delovnik, ne. Ja. Recimo 3 dni na teden sem delala popoldne. Jaz sem bila zelo striktna, kar se tiče nabora stranka, ne, tudi pač sem se z njimi zmeri že po telefonu dogovorila, da ni bilo, vam pridem nekaj povedati in pa greš brez veze, kaj pač ne ve, kar pričakovati, ampak moje stranke so vedele, zakaj bom prišla in jih nisem rabila toliko naštepati velika, ne. Da sem res imela dosti, pač recimo 3 stranke na teden. Ampak pa, ker so otroci veliki, ki so v šoli, pa ne moreš, jih pa ne vidiš več, če si skozi popoldne v doma. Ja, to pa res je. To pa so še zelo spremenili, prišli so te piramidni sistemi, pa oni ne bi imeli več zaposlenih, ker so oni bolj poceni. V glavnem, pač več stvari se je nakopičilo, da sem pa... In pa so bili takoj all little rockstars. To je bilo pa že prej. A že prej? Ja. Ker mene pa, skozi mi je bilo tako, jaz bi bila sama svoj šef, se mi zdi. To je itak. Ja, in sem skozi tuhtala. Vsi tle vemo, da je to najboljše. In sem skozi tuhtala, kaj bi, in skozi iskala ideje. In pa je prišel ta Etsy, res, pač tako na temu probati za hec, brez kaj zelo razmišljati. Pa se je pa tu nekako razvil, da sem prišla do te ideje in pa nadaljevala, tako da sem začela delati. Do te ideje, mogoče, ker drugi ne vejo, kaj je ta ideja. Se pravi, jaz sem začela z nekim kvačkanjem, ampak to sem hitro gotovila, da to ne bo šlo. Ne moraš toliko nakvačkati tega. Preveč dela, preveč časa. Mislim, kvačkanje je taka stvar, ki ti vzame ful časa in je ne moreš prodati toliko drago, ker bi mogel biti res dober marketing, da jih uspeš prepričati, da je vredno to, ker bi bila tvoja ura, recimo, morala biti vredna, da lahko normalno živiš.
No, pa sem pa začela delati take lesene izdelke za napise za otroške sobe z imeni, ker sem pač izhajala iz sebe, ker sem hotela to eneju narediti. Se ti običajno najboljše izhodišče, ja. Da svoj problem rešuješ. Ja. Če ga imaš, tega ima verjetno še kdo. Ja. Takrat vem, da v Sloveniji so bili samo neki taki grdi, neki klovni, ki si jih dobil v Millerju, nič drugega ni bilo. In pa sem to kupila in pa čez 2 leta sem rekla, se res, jaz bi pa lahko to. Pa se je iz tistega razvil, da je bolj še neka uporabna vrednost, pa so nastalo obešalniki, pa smo počasi ta imena opustili, pa so bili samo še obešalniki. Ja, pa sem pa tam rekel, ok, zdaj bom pa jaz to delala, na Etsiju pač. In to delaš, čakaj, ti daš to zrezati, potem to sestaviš, pobarvaš ali kaj ti? Ja, zrežem, ampak jaz to zelo puščam zdaj. Ja, ker je pač una faza zdaj, ali grem tukaj na polno noter, pa delavnico, pa stroje, pa ne vem kaj. To delati si prišla, da? Pač, če bi hotela, da bi se to razvijalo, pač ne moreš to delati doma v kleti, a ne. Ja. Sploh pri vas, ki nimate kleti. Ja. Jaz sem pa pol tudi v bistvu zelo hiter, ker sem naštudirala tale Etsy, je prišla, jaz se zelo tako obstim voditi skozi življenje, ne, imam neko smer. To sem opazil, ja, ti lepo. Ja. Pa, mogoče go with the flow ni ta pravi izraz, ki bo nekdo mislil, da si sploh ne kontroliraš življenja. Ga zelo kontroliraš, ampak tako. Ja. Se odločam, katero pot izbrati, ampak grem pa lepo po cesti, pač, ja. Kar pride. Ko mi je začela ta trgovina kakor to klaufati, je prišla ena kolegica, preka, daj ti meni to razloži, jaz bi tudi imela. In pa reka, a se lahko zmeniva tako, da jaz zrihtam predavanje, pa bo pač zame brezplačno, ostali bo pa plačali, jaz bom pa organiziral vse, kaj lahko. No, in v bistvu pa, ko sem imela ta prvo tole srečanje, sem gotovila, da to pa ni tako slabo, da bi še kar gre nekako. Bili so videti zadovoljni. No, vidiš, pa si rekla, da boš imela danes le tremo, kakšno tremo čez predavateljica Profič. Ja, drugače je to, kaj veš, na pamet se, kaj boš povedal. V glavnem, pa sem se pa bolj usmerila v sama učenje, kako prodajati na Etsy in tudi zdaj to še zmeri bolj. V to smer grem in imam praktično trgovino svojo, samo zato, da sem v stiku. Da vem, kaj je novega. Pa sicer fajn je slišati on čačin, kad dobiš naročilo, ampak po drugi strani, ne, spet je to, ne bo vse mi več. Zakaj? Pa se imaš narejene, moraš samo odposlati ali nimaš narejene? Nemam, ne. Vsak ga posebej narediš? Mislim, imam neke, tisto, kar se največ prodaja, imam tudi pobarvane stvari. Ampak je to še zmeri zelo ročno delo. Če bi nekdo to delal resno, bi imel stvari drugače nastavljene. Meni pa to vsako lokno posebej zavrtam. Tako da, me veseli pa me ne. Če bi pač drugače zastavila, bi me bolj tako v tem, kar pa zdaj delam, je pa malo odveč. Tako da se bolj ukvarjam s tem, da učim. Pa komu to predavaš? Kdo te to najame? Kdo je ta tvoja publika? Ker se po moje teh ljudi, ki jim je to nek vstop, ki ne bojo imeli nikoli svojo trgovino, pa to pa onkrile stane, ampak da prijo na neko tako platformo, kot je Etsy, pa kaj še pokrijoš? Amazon Etsy, Home? ne, samo Etsy. Samo Etsy? Moraš pa spletno stran požurirati, ker mislim, da tam ti še piše, da imaš Amazon Home. Ja, imam, bom hvala. Samo Etsy predaš, to je Etsy expert. Ja. Ja, in kje? Kdo ima? To so več ali manj ustvarjalci. Ampak se sami zorganizirajo, ali je to kakšno društvo? Ja, ne, jaz sem v bistvu izhajala, sem spet iz tega go with the flow, z eno kolegico so se najdle tam v eni tuji skupini. Vsake te, koliko pa misliš, da je kaj Slovencev na Etsy, vsake del eno Facebook grupo, nares to je bilo še pač davnega leta, koliko je pa bilo, veliko cajta nazaj. Deva nares eno grupo, da bo vedela, koliko jih je, in pa so se tam začeli kar nabirati, in v bistvu imam jaz tam svojo ključno stranko skozi noter in se z njimi pol ukvarjam. In pol ti prav zorganiziraš, ti potem prav zorganiziraš vse. Zorganiziraš prostor, predavanje, mailing, vse.
Na začetku sem, pa je pa zelo je bilo pa veliko povpraševanja tudi iz raznih inkubatorjev, tako da pa sem tako zelo na easy. Inkubator sem poklical, pa sem imela tudi kakšno mentoriranje. No, ampak to je zdaj v zadnjem letu je malo zamrlo. Zakaj? Zakaj misliš, zakaj? Mislim, da so spremenili malo pravila igre, kar se tiče Spirit kot investitor oziroma financer teh izobraževanj in so šli zelo na te notranje predavatelje in je pač tega zelo manj zdaj. Tako da zdaj pa sama bolj organiziram, pa sem veliko stvari sem naprej pripravila, posnela, tako da jim bolj niti se ne dobivamo v živo, ampak posnetke pa... Ja. Aha, se pravi, ampak to so še zmeraj tako zaključena celota predavanja ali se kar nekdo naroči pri tebi in ima bolj dostop do posnetkov? Ali so pač predavanja kot taka, imam pa en 30-dnevni izziv tudi, no. Pa razmišljam v nekem subscriptionu, no, da bi bilo nekaj takega. Ker sem gotovila, da je pač zelo veliko takih, ki sicer bi, pa pol kar čakajo, da bo samo, veš, pa odpreš neko trgovino, pa tu misliš, da bo kar... Ne, in zelo veliko se ukvarjam tukaj z ljudmi, ki se niso še nikoli z nobeno prodajo ukvarjali in se učimo res čisto osnove. Tako da jih poskušam poriniti malo v to, da začnejo te stvari malo razmišljati. Ampak se to je pa ful dobra ideja, da imaš ti izziv, da dejansko jih skozi korake, ki so tudi časovno omejeni, peleš, ne da reče, zdaj pa to, pa bo, ko bo. Ja, vse na koncu je še zmeraj bo, ko bo, ne. Dobro, ampak to pa ni več tvoj problem, ne? Ja, ne, ampak pač tako imam narejeno, da zdaj imamo 30-dnevni izziv, pa se vsak teden dobimo na Zoomu, pa se pogovarjamo pol o teh težavah raznih, ki jih imajo. Koliko je to velika skupina? Mislim, da jih je zdaj enih čez 20 neki. Ampak nisem prav zelo predna tudi v prodaji teh stvari. Ampak? Ker imam dosti dela, pol nimam cajta. Še malo vode. Pa dej, prosim. Hvala. Opala. Da bo malenki razbil. Tega pa ne smeš. Ja, bog ne dej. In kako bi pa ta subscription pol tekel, da bi bila pa skozi, ne, to Ja, mislim, moja želja je, da se, ker zdaj imam pač na Facebooku skupino še skozi, ne, in glavnina interakcij se tam dogaja, kar gre meni ful na živce, kar mi gre res Facebooka, bi se izognila, kakor bi se dal. Zakaj? Ker je waste of time zelo velik. Men. A ja? Ja. Mislim, če kaj za to uporabljaš, ne? Ja, sam, ko greš na Facebook, ti pol brž ponud fulenih zanimivih stvari in pol si tam 1 uro, ko niti veš, ne. Gledaš stvari, ki so sicer zanimive, ampak jih ne bi gledala, če bi si jih mogla sama prižgati. Pač se mi zdi, da takoj zaidem na neke stvari. Veš, ker jaz imam pa tako izkušnjo, da mi kar servira tisto, kar me zanima in tako se mi zdi, da bi nekdo en streamen časopis zame pripravljal. Ja, sej je to. Ker sem se pa dejansko odklopil od vsega, kar me enkrat kaj ne zanimalo, sem pa sam res tako dosti dosledno stran zbrisal. Ja, sem zdaj toliko teh reklam že pa vsega. Pa pol imaš, ne vem, kam imaš 1000 prijateljev, pa toliko pa ti kaže, jaz od Davida objav ne vidim, a ne. Jaz vidim objave do vseh ostalih. Pač tistih, ki me res ne zanima. Da, čakaj, od Davida pač... Mislim, se David zelo redko kaj objava, ne, ampak zanimivo me pač, kako ti algoritmi delajo, kako ti servirajo te stvari. Pač, jaz imam Facebook še zmeri v srcu, ker smo prišli po 10 letih v stik se srečno, kaj nisi videl, ne? Na začetku, ko se je Facebook začel. Jaz bi imela tazga nazaj. Ne? In to, kar je zdaj, mi pač ni neko veselje. No? Vse je fajn, recimo, če že hočem gledati nekaj, pa grem raje na Instagram. Ja, sej meni moram priznati tudi Instagram bolj sede. Ja, ampak ta recimo Facebook grupa pa dobro deluje, ampak bi rada pač zapeljala nekam drugamno, da bi se temu... Patreon? Ne poznam. A ne? Ne. Patreon je v tem smislu spet ena platforma, kamor ti greš in ljudje, ki podpirajo to, kar ti delaš,
rečejo, ok, jaz ti bom pa dajal $5 na teden kot nek sponzor za to, da ti to počneš. Tako da tam zelo hitro lahko to kapitaliziraš. In pol tam daješ neke bolj bogate vsebine. Recimo, to je eno. Drugače si moraš pa sama platformo delati. Kako bi šla na subscription? Ja, ne vem, da študirati moram pač neki, se imajo v e-commerce, mislim, da ima tudi variante subscriptiona. A ja? Ali pa na moje že v PayPalu lahko naštimaš. To se nisem nikoli se nisem toliko poglobil v tega. No, se tudi nisem. Pač to je ena ideja, ki jo imam že kar nekaj cajta, ampak odlašam pač, kaj je. Ja. In odkje ti je pa ta ime prišel? Little Rockstars. Ja. To se še prav živo spomnim, ker se je začel kar enkrat pojavljati. Aha, okej. Je to bilo za blog, je bilo prav za biznis? Ne, to se je tako razvilo nekako, ne vem, je bilo ene... Jaz sem se zmer predstavljal, da je to v malih 3. Ja, štarte, mislim, da je bil ta blog, ki sem ga začela pisati, je bil neki točki, je dobil z nečesa ime, ene Rockstar ali nekaj tazga, pa moje imel kakšno majčko ali kaj tazga, nekaj banalnega je bilo. In pa je bil ene Rockstar in pa jih je bilo kar naenkrat več in pa sem mogla to prilagoditi. In nekako je pač zrasel pol do tega, no. Da je zdaj cel brand. Ja, no. Čeprav bloge zdaj pa nisi nebel. Bloga nič ne pišem, zdaj moram pa reči, da ga pogrešam. A ne? Ja. Se jaz tudi zelo malo svojega napišem, pa katerega sem pa prav vesel. Ja. Tudi rada grem pogled za nazaj, pa sečem, ti si skar zabavna. Ne, res. Jaz sem prav užival, da sem jih bral. Pa se, ko poniknejo, niso bili tako frekventni, da bi opazil, da so ponikali, ampak pa se zaveš, kar nekaj, čak se pa že nekaj časa ni bilo. Ja, mislim, ful gre cajt za blog. Če ga hočeš lepo pripraviti, to je. Če hočeš malo razmisliti, kaj še napisati, pač velikrat nisem razmišljala, velikrat sem dala neko fotko, 2, sem to, da imaš nek spomin, ne? Če sem pa imela kakšno idejo, kaj sem hotela več napisati, pa ful časa vzame. Najprej, da razmisliš, kaj boš napisal, pa da dejansko napišeš. Pa enkrat zmanjkaj časa za vse skupaj. Ja, zmanjkaj, ja. Jaz sem se včas potrudil tako, oziroma se potrudim, če kam gremo, pa potvati pa to, da malo potopisem samo, pa kar naenkrat enega ne utegneš, pa imaš pa že eno luknjo, pa imam zdaj tam 3 začete, ki jih še nisem uspel ponarediti. Se vi pa tudi ogromno potujete, ne? Vam je, Sardinija vam je? Korzika. A vam je pa Korzika, ne Sardinija? Na Sardiniji še nismo bili, ampak vsi, ki so bili na Korziki in na Sardiniji, rečejo, da enkrat ideš Korziko, da pa Sardinija ni več zanimiva. A res? Ja. Čeprav moji naročniki so mi zadnjič pa ravno kontra rekli. Da na Korziki so bili, ampak da nekako se ni... Pa vi greste najbolj kaj iskati? Na Korziki je vse. Mislim, arhitekturo, stare cerkve? Ne, arhitekture ni. Mislim, arhitektura je zelo malo. Ali naravo? Naravo. Pač meni osebno. To je zanimivo. Tam od vas, ki ste itak čisto naravi, greste na Korziko. A viš, da to sem pa, če preskočim, ampak v lanskem letu sem imela res eno tako leto, ker sem ful potovala. Skozi neka mesta. In res si ne želim več v mesto iti. A res? Vse so ful fajn, fascinantne stavbe, ampak meni je narava je tista, ki mi več da. Recimo, letos smo bili en teden smo bili v Britaniji, pa en teden v Parizu, pa super mi je bil Pariz. Ful premal je bil tisti teden, ampak tuhtam pa, kako bi šla v Britanijo nazaj, ne pa v Pariz. Aha. Vidim, da same take destinacije zbereš. Spet me same zberejo. Ja, ampak tam sem videl na Duolingo že od 2013, kaj s francoščino imaš, pa norveščino. Ne, nisem francoščino. Ampak imaš še eno zastavljeno, si probala. Probala sem. Samo francoščino. Ja. In to se mora pa že kar resno poznati, ne? Pa ja, zdaj se pa že lahko pogovarjam. Prav pogovarjaš? Osnove. Osnove. To, da se zmenim, da se ne zgubim, da lahko dobim za jesti pa za pit. Ja. No se pa ličim, da vam je Korzika bližje. Se sem se zaradi Korzike začela učiti. A res? Kolikrat ste bližje tam? Ne vem, 7-krat, 8-krat, ne vem.
mislim, meni je Korzika morje. Mi ful radi kampiramo. Ja. Ampak kampiranje na Hrvaškem je rato zdaj ful riziko. V smislu? Vremena. Aha, ok. Mislim, tudi če gremo za vikend ali pa za par dni na Hrvaško, zmeri gledaš v nebo, a bo nevihta, ti bo padla kakšna veja na šotor ali skozi neki na Korziki, vsemu cajtu, kar smo bili enkrat mal prešeli. Pa 9krat ali koliko? Ja, ne vem, koliko smo se, ne vem, kaj in to greste z avtom, šotorček, in pol se kaj premikate ali se nekaj stacionirate pa? Različno, kakor nam paše. Ja, še nisem bil, to še na mojem bucket listu, ampak... Ja. Mislim, Korzika je fajn. Meni osebno so plaže ful lepe. Jaz sem ful za mevko. Ne maram teh kamenčkov, ki me bode. In fajn je, kaj je blizu. Kaj lahko greš, kaj imaš avto, kaj ti ne treba rentakara jemati. Ja. Enostavno, poceni, lepo, pač res imaš vse, kar rabiš. No. Ja. Pa res je lepa, no. Meni je ful lepa.